Jaz sem hotela imeti boljše ocene in pa sem se spremenila in sem se začela učiti. Treniram karate in sem si ga pa zadal, da bi na evropskem prvenstvu dosegel prvo mesto. Da bi se mogoče spremenila, več se družila s prijatelji. Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je to, zakaj sploh želimo spremembe. Ali to želimo zaradi sebe ali zaradi drugih. Sem bila manj gibljiva in sem na kavču ležala. Začela sem trenirati in se v bistvu boljše počutim. Ta notranja motivacija je v vsakem primeru tista, ki pripelje do boljših rezultatov. Preden pa se lotimo sprememb, je treba oceniti razmere in si zastaviti cilje, ki jih lahko dosežemo. Bolj uspešni so tisti ljudje, ki imajo neko podporno mrežo. Se pravi, sodelovanje je boljše kot biti osamljen, ne? Lažje mi je trenirati, ker imam tudi zraven prijateljice, ki me podpirajo. Morda niso takšni, kot smo si mi najprej želeli, ampak sigurno, če vložimo čas in energijo, bo do rezultatov prišlo. 6 let se nisem nič učila in malo je bilo težko. Najprej je bila kakšna muka, pa težje se mi je bilo učiti, zdaj pa nek normalen ritem zame, da pridem domov, se začnem učiti v nekem domačem nalogo. Čeprav nisem bil glih prvi, sem bil drugi, sem bil vsem zadovoljen s sabo. Zadal sem si, da bom še več treniral, se še več trudil. Po drugi strani pa se treba sprejeti tudi z tega človeškega vidika. Ja, hotela sem se naučiti peti, ampak zelo dolgo sem se to, več let sem se to učila, ampak mi ni uspelo, sem se zdaj že sprijaznila s tem, da ne bo, ker ne znam peti. In zdaj imam nove cilje, naprimer rolam, pa kotalkam, pa drsam.